Pa je trend v Ameriki, kjer na letališčih avto kar pustijo s ključem noter in tečejo na letališko stavbo in pozabijo na to, da bi ga morali vrniti tja, kjer je dogovorjeno. Ker za probleme skrbi nekdo drug. No, ampak ko si ravno pri Ameriki, zelo zanimiva je zgodba nekoga, ki je parkiral avto, ki je bil v souporabi, kar nekomu na dvorišču. In ker je ta poklical seveda firmo, rekel, dajte ga odpeljati, in v določenem roku ta firma ni prišla po avto, ga je ta zagradil z ograjo in, pazi to, pameten človek, firmi zaračunal parkirnino. No, to je startup ideja, po mojem. Super podjetnik. Uber in Volvo peljeta drugi krog s slovitimi samovozečimi taksiji. Prenovili so velikega švedskega terenca, ki ga Uber dograjuje svojo lastno inženirsko pametjo. Z radarjem, 360-stopinskim lidarjem, senzorji za natančno prepoznavanje lokacijo ter dodatnim super zmogljivim računalnikom, ki zmore dovolj hitro procesirati množico podatkov z vseh senzorjev. In naj spomnimo, ti avtomobili bodo še dolgo svoje taksi storitve opravljali s človeškim spremstvom. A si lahko mislimo, kako močan igralec bo v prihodnosti Uber z znanjem, ki ga bo priskrbela flota 24.000 tovrstnih Volvov. Na Norveškem je eksplodirala točilnica vodika. Posledično so zaprli 10 drugih, Toyota in Hyundai pa sta ustavila prodajo svojih avtomobilov na gorivne celice, katere seveda iz vodika pridobivajo elektriko za svoje delovanje. Dodamo lahko, da naša edina vodikova črpalka v praksi tako ali tako še nikoli ni zares funkcionirala. A kakorkoli. Norveška vzhodna soseda se ravno tako želi pospešeno začeti kazati v zeleni luči in prebivalci te čudovite dežele zelo aktivno sodelujejo in množično kupujejo električne avte. A na vidiku so težave. Švedsko električno omrežje še ni pripravljeno na množično elektromobilnost. Prišli so rezultati nove analize BrandZ, ki meri vplivnost globalnih blagovnih znamk. Med avtomobilisti še vedno vodi Toyota, med stoterico sta še Mercedes-Benz in BMW, najvišji 12% skok pa je zabeležil Volkswagen. Toda avtomobilisti nasploh izgubljajo veljavo. Mimogrede, iz stoterice je izpadla tudi Honda, ki sporoča, da je njihova kosilnica zdaj tudi uradno najhitrejša. Na merjenju ob prisotnosti notarjev je voznik dosegel kar 243 km/h. Mercedes-Benz predstavlja GLB, križanca z 10 cm daljšo medosno razdaljo v primerjavi z B-jem, kar mu omogoča tudi opcijska dodatna sedeža v prtljažnem prostoru. Hkrati je Mercedes k nam pripeljal prenovljenega V-ja, izredno popularen kombi, enoprostorec. Druga domača premiera je električni Jaguar I-Pace, evropski avto leta. Citroen je svojo 100-letnico praznoval v Ljubljani z razstavo na Stritarjevi ulici. Seveda na razstavi niso manjkali Spaček, Žaba in Pujs, redkejše primerke pa je bilo moč videti na pariški fešti, ki je bila seveda ustrezno bolj buržoazna. In na domače ceste je zapeljala tudi Toyota Camry, tista legendarna poslovna limuzina, ki bo igrala tudi pomembno vlogo pri novem Toyotinem poslovnem carsharingu.